Boris Onišak, fant iz vasice Križek se pri Ljutomeru, nekdanji igralec odbojke v prvi A slovenske lige. Doktor otorino laringolog, lepotni kirurg, ki ima kar 4 ordinacije po Sloveniji, v Ljubljani, Mariboru, Moravskih Toplicah in v Portorožu. Pred kratkim je prejel priznanje najboljšega na svetu, poudarjam na svetu, za nekirurško pomlajevanje obraza. Pozdravljene, Boris. Pozdravljeni v moji ambulanti tukaj v Moravskih Toplicah. Dobili ste priznanje za najboljšega na svetu v tekmovanju My Face, My Body v Las Vegasu. Točno. To je bila praktično eno tekmovanje, pri katerem smo dali naše fotografije, filme praktično naših pacientov in mi smo tekmovali z našim obrazom, torej obraz estetike nobilis je Oriana Girotto, pri kateri smo naredili par postopkov pomlajevanja, naredili smo fotografije pred pričetkom pomlajevanja, na koncu združili v en ličen video. Moram poudariti, da je bil ta video no make-up, torej vemo, da z make-upom lahko marsikaj prikrijemo, torej bilo je potrebno narediti fotografije z no make-up tehniko in potem smo poslali to na tekmovanje in bili smo izjemno pozitivno presenečeni, da smo dobili tega klipca, torej winner non-surgical face makeover of the year, torej nekirurško pomlajevanje obraza leta 2019 za cel svet, sem bil Boris Onišak Nobilis Aesthetics v Las Vegasu. In zelo smo ponosni na to nagrado, nekako to je tiste, kot bi rekli, neka krona vsega tega dela v estetiki, ki se je začelo že v letu 2003. Torej 17 let se že trudimo nekako, da smo se lahko sploh začeli primerjati z tistimi ljudmi iz mesta, iz večjih mest, da tudi mi domači iz vasi lahko pokažemo in da smo tudi enako kvalitetni ali pa mogoče kdaj tudi še boljši. Zdaj bi se vrnili k vašemu otroštvu. Bili ste navaden fantič, ki je zljubil odbojko in jo začel zavzeto trenirati. A se vam ne zdi, da mogoče ravno ta zavzetost je pripomogla k vašemu uspehu? Ja, zagotovo. Po vseh študijah seveda vsi športniki so boljši študentje, dijaki, nekako, ker v tistem času, ki ga imajo na razpolago za študij ali pa za učenje, se morajo bolj efektivno učiti, ker vedo, da imajo kasneje potem še trening in nimajo praktično celega popoldneva časa za učenje, ampak da rečeš tiste 2 ure, 3 ure, ki jih imajo in morajo praktično vse strniti in napresti in vložiti vso energijo. In ravno ta optimizacija časa, ki sem ga imel iz prihoda iz srednje šole, torej od pouka, 2-3 ure praktično za učenje, potem pa že priprave na trening in odhod na trening, ki so trajali po 2 uri in več, vse odhod in prihod nazaj domov in v tem času sem moral zelo optimalno se učiti, kar mi je kasneje na študiju medicine pomagalo, da sem lahko takrat v večjem časovnem obdobju se tudi bolj optimalno začel učiti. Namreč pomembno je vedeti tudi to, da se tudi učiti se je potrebno naučiti. No, zakaj pa vseeno zdravniški poklic ste izbrali in zakaj je ravno zdravnik otorinolaringolog? Torej, ko sem šel študirati medicino, sem mislil, da bom najprej osebni zdravnik, družinski zdravnik v Križevcih. Potem tekom študija se mi nekako bolj dopadlo, sem rekel, nič, bom pa šel v bolnišnico. Ves čas sem pa imel tisto nekako željo priti domov, pomagati domačim ljudem, od tukaj sem doma, iz Pomurja sem doma, gremo in bomo pomagali domačim ljudem. In zato sem potem začel razmišljati o bolnišnici, o delu v bolnišnici. V 4. letniku študija so se mi zelo dopadle infekcijske bolezni v Ljubljani in potem sem čez vsako poletje sem hodil volontirati v bolnišnico Murska Sobota, da sem nekako spoznaval kolektive in delo v lokalni, regionalni bolnišnici. In nekako potem čez poletje sem šel volontirati na infekcijski oddelek bolnišnice v Murski Soboti. Nekako samo delo se mi ni dopadlo, vseeno sem nekako bolj tisti praktičen tip, nekako želiš nekaj ustvarjati, želiš nekaj, kot kirurgi rečemo, odrezati in je zadeva rešena. In
nekako potem v 5. letniku so se pa mi v Ljubljani dopadle vaje iz otorinolaringologije. Čez poletje sem šel volontirati na ORL oddelek bolnišnice Murska Sobota. Oddelku sem se dopadel, zaposleni so bili nekako zadovoljni z mano, osnovna predstojnica, takrat magistra Breda Brezne Farkaš, je bila zadovoljna z mojim odnosom do dela in smo se kar takoj dogovorili, da nekako, ko končam študij, me čaka delovno mesto na tem oddelku. No, pozneje pa ste vseeno odločili za lepotno kirurgijo. Ja, to je prišlo naključno, to ni bilo mišljeno in ciljano, da bom jaz to postavil. Torej, vse moje stvari so se zelo dogajale naključno in sem imel zelo veliko srečo v življenju, namreč učil sem se pri največjih mojstrih tega poklica na svetu. Tako da, kot sem rekel, jaz sem več čas se razmišljal, da grem nazaj pomagati domačim ljudem v regionalno bolnišnico in tako sem pristal na ORL oddelku. ORL oddelek med drugim zdravi tudi bolezni nosu. In tukaj sem imel potem nekako stično točko z estetiko, ko smo začeli operirati operacije dihanja, hkrati smo pa potem začeli popoškodbene korekcije nosu izvajati v Murski Soboti. In nekako potem iz tega smo potem začeli izhajati še v estetiko in potem korekcije nosu, gospe so želele še potem korekcijo gubec, smo začeli delati botox, filler, potem laserje in potem nekako je pa vse skupaj izraslo. Tako da, kot sem prej omenil, bil sem pri nekako največjih mojstrih tega poklica in čisto po naključju oziroma nekako zaradi strašne moje želje, da bi prišel v to medicino, v ta svet. In spomnim sem, da sva bila s kolegom na prvem takem izobraževanju o estetski korekciji nosu v Peču na Madžarskem, to je bilo tam okoli leta 2004. Torej, zelo znani profesor Trenitej iz Nizozemske je imel delavnice na Nizozemskem, ampak mi smo še bili takrat zelo revni in tudi kot država in si nismo mogli privoščiti iz samega kurza na Nizozemskem. Imel pa je pač osebnega prijatelja v Peču na Madžarskem in je enkrat na leto naredil kurs na Madžarskem za vzhodno Evropo, za nas, ki smo bili malo bolj revni. Torej, sem bil tam in smo se spoznali. Zraven njega sem takrat spoznal takratnega podpredsednika Evropskega združenja lepotnih kirurgov, kasnejšega predsednika, to je bil profesor Pietro Palma iz Milana. In sva nekako spletla dobre prijateljske vezi in ta profesor Palma pa enkrat na leto naredi en tedenski tečaj brezplačen za 4 udeležence iz sveta. Torej, ker to so izjemne dogodki. In jaz sem takrat takoj prosil, če sem lahko jaz zraven, in rekel, takole, 4 že imam, lahko si prva rezerva. Prva rezerva in potem ena gospodična iz Argentine ni prišla na to, da je odpovedala in on me kontaktira, čuj, noter si. In jaz, fant, skočim v Murski Soboti na vlak in grem za Milano, čeprav še nikoli nisem bil v milijonskem mestu, ampak tista silna želja me je vlekla in seveda dogodivščine takšne in drugačne v milijonskem mestu. Torej, bil sem potem en teden za njim, tam smo potovali skupaj po severnem delu Italije, spali skupaj, operirali, praktično jaz sem še imel takrat še ni bilo YouTube-a in vseh te zadev. Jaz sem imel kamero, ali sem mu asistiral pri operacijah, ali pa sem imel zraven kamero in sem snemal vsaki njegov gib, kaj je delal med operacijo, ker se nisi imel kje naučiti tega. V Sloveniji je bilo to mogoče 1-2 kirurga, ki sta to delala, pa še tista se za sebe to zadržala. Nisi se imel kje učiti. In doma smo to presnemaval in ure gledal te posnetke, kak je iglo nastavil, kje je dal, kje za vsaki milimetrček sem se učil in gledal, kaj je delal pri tej operaciji. In potem ta profesor Palma potem tudi dela en rinokurs v Milano, kjer sem potem jaz kot njegov prijatelj prišel na tiste gala dinerje, gala večerje, kjer sem seveda tudi ostale profesore srečal. Tam sem potem srečal enega profesora Bergauerja iz Münchna in potem sem že takoj z njim sklenil neko prijateljstvo in sem potem začel hoditi v München. In seveda ta profesor tudi v Münchnu dela en kurs
in sem vsako leto, več let, julija sem šel tja, potem sem pa tam srečal nekaj profesor Chris Moe. En Chris Moe iz Seattla, iz ZDA. In jaz ga tam srečam in vmes med malco se nekaj pogovarjamo, bla, 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 in nas sprašujejo, odkot sem. Pa sem mu rekel tako iz Slovenije, ne pa ena tako mala država, vse ne veste, ni mogoče vedeti. Kako ne bi vedel? Moja babica je iz Slovenije. Ste spet imeli srečo. Evo, tako je sreča in potem naslednja tarča je bil on, torej sem šel v Seattle, kar k njemu. Zopet, nikoli še v Ameriki, jaz sedel na Dunaju, na letalo in direktno za Ameriko. Tudi dogodivščine takšne in drugačne. 36 ur na poti, izgubili so mi prtljago, ob 2 ponoči prišel v Seattle, nobenega poznal. Hotel je bil, nisem vedel, da sem imel rezervacijo v motelu, tam je bil zaklenjeno, vsaka druga luč je gorela. Od cilja sem klical 911, ker nisem vedel, kaj naj delam. Ona tam nadere, kaj jaz kličem na 911, ker nje nič ne briga, če sem se jaz zgubil. To je Amerika. Amerika. Potem pride na srečo policija, me vpraša, legitimira, kaj je to, ono tretje, vse ok. Me vpraša, samo imate denar, sem rekel, imam sabo denar, ok, 2 ulici niže je hotel, pejte tja, prenočite v hotelu, pa potem drugi dan boste prišli nazaj. Tako da, zelo zanimiva zgodba, ja. In potem tam zopet pri profesor Chris Moe, ki je bil predstojnik ORL klinike v Seattlu, potem preko njega spet spoznam dr. Larrabija. Dr. Larraby je pa recimo bil top, isto, mislim, vsi ti so top kirurgi, ampak ta je bil izbrani, 2-krat je bil izbrani za med najboljših 100 ameriških zdravnikov. On je bil predsednik izbora specializantov lepotne kirurgije za celotno Ameriko. Bil je urednik revije lepotnih za lepotno kirurgijo. Res znamka, res vrhunska znamka in zdaj sem ga 2 leti nazaj na enem kurzu, tudi v Las Vegasu, sva se srečala po 12 letih. In on je postal vaš mentor. Ja, med drugim, tudi med drugim je bil moj mentor, ja. Zelo tako srečo sem imel v življenju, da sem iz ene vasi, brez nekih poznanstev, brez vplivnih staršev, prišel od profesorja do profesorja, od vrhunskih teh kirurgov, praktično brezplačno. Ja, no kot pravijo, da sreča je mora da pogum, ne? Ja, definitivno. Če ne bi bil tako nekako pogumen, nekako bi si želel tega dela, potem ne bi prišel tako daleč. Zanima me, ali imate vi kakšen podatek, koliko operacij nosu ste že naredili v svojem življenju, ali pa vsaj letno, koliko jih upravite? Torej, estetska operacija nosu je nekako moja srčika. To je tista moja najbolj pomembna operacija, ki jo najraje delam. Je res, da je to najtežji estetski poseg. Celotne estetske kirurgije je kirurgija nosu. To je najtežja operacija. In ker je to tista moja primarna operacija, jih seveda natančno štejem. In zdaj sem nekaj čez 1300 estetskih korekcij nosu. Funkcionalnih, torej operacija dihanja, pa sem pri 3000 prenehal s tem. Tako da tega pa več ne štejem. Se pravi, da ste že 1300 Slovencev operirali. Ja, ne samo Slovencev. Ne, niso samo Slovencev, pa Evropejcev, bi tamo rekli. 1300 Evropejcev. Seveda so med njimi tudi znali Slovence, ne? Lahko nam zaupate kakšnega. Takole, ne smem javno govoriti o teh svojih strankah, razen tiste, ki nas posebej dajo dovoljenje, da lahko o tem govorimo. Tako da ne bi o tem govorili. No, zdaj smo se vsi znašli v obdobju koronavirusa. Povejte, kako ste vi obratovali v tem času? Ja, mi smo zdravstvena dejavnost in smo seveda pod nekako dekretom Ministrstva za zdravje, katero je, mislim, da tam okoli 16. marca popolnoma prepovedalo izvajanje zdravstvenih storitev, razen tistih nujnih
nujnih storitev, tako da takrat smo morali zapreti naše ambulante in smo praktično čakali na dovoljenje ministra, da smo spet lahko ponovno začeli delati in sedaj delamo normalno in nekako stranke so se vrnile in delamo praktično enako kot lansko leto. Tako da še vedno je tisto naše pomlajevanje, torej pomlajevanje obraza ter estetska kirurgija, tisto naše najbolj pomembno področje. Pred nekaj leti ste bili tudi v komisiji, kar dvakrat zaporedoma za izbor Miss Slovenije. Povejte kaj o tem. Ja, zanimiva dogodivščina je to. Tako da bil sem vesel, seveda, da so me povabili, da me organizator povabil zraven v komisijo za izbor Miss Slovenije, za Miss sveta. Tako da bil sem v dveh žirijah, oziroma v 2 leti sem sodeloval pri tem. Tako da res med mnogimi lepimi Slovenkami je težko izbrati potem tisto najlepšo, ki seveda prezentira Slovenijo na največjem izboru. Miss sveta je praktično največji lepotni dogodek na svetu. Tako da moram pa vedeti, da izbor za Miss ni samo lepota, ampak je seveda tudi mora biti inteligenca, torej določene razgledanost in seveda tudi neka praksa oziroma neki hobi, ki ga mora Miss imeti. Torej ponavadi je to nekaj predstaviti, ponavadi so plesi ali nekaj podobnega. Vaša estetika Nobilis je tudi prejemnik priznanja odličnosti Triglav zdravje za leto 2016, 2017, 2018 in 2019, ki ga Triglav zavarovalnica podeljuje na osnove merjenja zadovoljstva zavarovancev z medicinsko obravnavo. Povejte še kaj več o vaših storitvah. Torej, začela se je kot estetika Nobilis. Torej, začeli smo izvajati estetske kirurške posege, kasneje posege pomlajevanja. Hkrati pa seveda moja osnovna izobrazba je otorinolaringologija. Torej, jaz sem se učil zato, da bom pomagal ljudem pri odpravljanju bolezni. In poskušali smo dobiti koncesijo, da bi lahko pomagali ljudem tudi preko napotnic, ampak pač takratna oblast, ki je bila, ni bila ravno temu naklonjena, zato smo seveda delali v začetku edino kot samoplačniško. Sedaj v zadnjih nekaj letih so zelo priljubljena oziroma tudi uporabljena potem posebna zavarovanja za zdravnike zasebnike. Torej zavarovalnice, med drugim zavarovalnica Triglav, kot ste vi omenili, to je Triglav zdravje, Generali zavarovalnica, potem zavarovalnica Sava in druge, ponujajo Slovencem, da se lahko zavarujejo za posege pri zdravnikih zasebniki, kot smo mi, kot sem jaz, torej, da se potem izvede pregled, brez da bi plačali pri nas. Praktično mi na koncu meseca obračunamo z samo zavarovalnico. Torej, želel bi povedati, da preko tega izvajamo naše ORL posege, torej preglede in tudi operacije. Torej, tukaj imamo 2 ORL zdravnika, jaz in še dr. Švagan. Potem imamo storitve na področju dermatologije. Tukaj imamo 3 dermatologinje v Nobilisu, dr. Trček, dr. Fabjanova in dr. Mojca Bezjak. Potem imamo žilno kirurgijo, imamo ortopedijo, imamo ultrazvočno diagnostiko, tako da imamo kar nekaj dejavnosti in torej to je nekako sedaj druga veja Nobilisa, ne samo estetika, ker če vidite tudi naš logotip se je sedaj v letošnjem letu zamenjal. Prej je bila estetika Nobilis by dr. Onišak, sedaj smo to nekako umaknili in smo sedaj Nobilis estetika in medicina, oziroma Nobilis estetsko-medicinski centri po celotni Sloveniji. Kot smo v začetku pogovora sva dejala, da imamo 4 centre po celotni Sloveniji, pri katerih sedaj lahko izvajamo po eni strani estetiko, pomlajevanje, po drugi strani pa smo začeli tudi razvijati medicino. No in kaj bi na koncu želeli povedati našim gledalcem oziroma gledalkam? Torej,
Prleki in Pomurci morate biti ponosni na to, kdo ste in kje živimo. Vedno in potrebno je iti v svet, ne se bati tega, potrebno je zakorakati v svet in se seveda tudi vrniti domov. Tako da, hvala lepa za današnjo druženje. Hvala lepa tudi vam. Fantastično, kako ste prišli. Odlično. Torej, zdaj se lahko že vidi, kako je. Lahko se zdaj že vidi, kako je polovica ustnice že korigirana. Vdihnjena, krasna punca. In sedaj bomo šla na spodnjo ustnico. Lepo samo vdihnjena, ful pridna, bravo. Še enkrat vdihnjena. Ustnice so sedaj večje, kot bodo na koncu, ker sedaj imamo polnilo, imamo oteklino in bodo sedaj so malenkost večje. Še se nasmehnijo. Dobro. Še lahko prvo usta. Zdaj že skoraj da več nič ne čutite, ne? Ker je zdaj že lokalni anestetik je sedaj že v ustnici, tako da praktično nič ne čutite. Je tako? Super. Takole, danes si boste še cirka 3-krat dali led na ustnice. Takole. Cirka 3-krat si boste še dali led na ustnice po 10 minut. Da boste ohlajali. Jutri bodo ustnice celo malo večje kot danes. To je vse normalno. Potem pa bo šla komaj oteklina navzdol. Dobro? Tako. Izvolite, prosim. Very nice. Takole. Ampak sedaj so malo večje. Dobro, ne bo tista kotracija ustnice tak ne ostane. Točno to. Ne. Račkasti stil ni lep. Tu se točno ve, kateri produkt smo imela, torej Juvederm Vollift smo imela, to je polnilo, ki drži 18 mesecev in je prav posebej dizajnirano za ta predel ustnice. Ustnice ostanejo mehke in tukaj se točno vidi serijska številka, da imamo sledljivost, kaj smo vam aplicirali. In tukaj se jaz narišem, kje sem apliciral koliko polnila, da veva kasneje, ko prihajate na kontrolne preglede, točno kaj sva delala. Tako da, ustnice sem v vašem primeru, zgornjo ustnico sem jo razširil, glede na širino obraza, kot sem rekla, dolžina ustnice je 1/3 širine spodnjega dela obraza. V spodnji ustnici sva pa malenkost dodala volumna, da je bolj sočna in malenkost debelejša. Tako da, meni je zelo všeč. bo lepo, ne? Jaz tudi.
to smo naredila fotografije, to je bilo pred samoterapijo in takoj po same terapije. Torej, delala sva terapijo v predelu ustnic, vidi se lepo, estetsko, nekoliko širšo, prej je bila krajša, zdaj sva uspela podaljšati, lepo simetrično, tako da to je ravno estetika. Estetika ni pretiravanje, estetika ne pomeni več je še bolj lepo, ampak je treba imeti neki občutek za eno skladnost in razmerja v predelu obraza. Tako da, zelo lep vaš obraz in sedaj sva malenkost povečala ustnice in mislim, da lepo paše v harmonijo vašega obraza. Tako da, tukaj imate potem še serijsko številko produkta, ki sva ga aplicirala pri vas, tako da to je pri vas. Jaz imam svoj izvod in potem, kadarkoli se bomo kasneje videla, bomo lahko to tudi potem pogledala. Sigurno. Ok. Hvala lepa, doktor. Prosim, me veselila.